dragi gostje, lep pozdrav, dragi prijatelji Savinjsko-Šaleške regije, dobrodošli na tej mednarodni konferenci Pozdravljena prihodnost na zeleno do kakovostnejšega življenja. 2 dni fantastičnih dogodkov sta pred nami, enkrat predavanj, enkratnih pogovorov s posamezniki, ki vključno vplivajo na našo prihodnost. Strokovnjakov z področja energetike, strokovnjakov z področja energetske politike in strokovnjakov z gospodarstva, ki nam bodo skupaj pomagali razumeti, kaj nas pravzaprav čaka v prihodnjih nekaj letih oziroma v prihodnjih nekaj desetletjih v Savinjsko-Šaleški regiji. Res je pred nami fantastična 2 dneva. Moje ime je Denis Oštir in lahko ponosno rečem, da sem Velenjčan. Sem v bistvu pravi Velenjčan. Moj ded, eden od njiju, je delal v rudniku, drugi del je delal v termoelektrarni Velenje, v termoelektrarni Šoštanj. Ampak jaz sem se na ta dogodek pripeljal s svojim električnim avtomobilom, ki ga polnim z elektriko, ki jo dobivam v svoji sončni elektrarni. Tako da pri nas doma se je v bistvu prehod na zeleno nekako že zgodil. Ampak prehod na zeleno v neki širši regiji, kot je Savinjsko-Šaleška regija, ni zgolj kupovanje električnih avtomobilov, ni zgolj postavljanje fotovoltaičnih elektrarn, ampak mnogo več. Je zagotavljanje prihodnosti. Prestrukturiranje ni zgolj, kot rečeno, kupovanje električnih vozil, ampak tudi ni zgolj zagotavljanje denarja. Je predvsem zagotavljanje vsebine, ki lahko tej regiji zagotovi kakovostno prihodnost. In o tem se bomo pogovarjali, o tem, kako naj bo proces prestrukturiranja pravičen do vseh deležnikov, do podjetij, do posameznikov in tudi okolja. In ravno to je razlog, da smo se v praznovanju občinskega praznika odločili, da organiziramo to mednarodno konferenco z naslovom Pozdravljena prihodnost na zeleno do kakovostnejšega življenja, s katero želimo predstaviti primere dobrih praks iz evropskih mest in regij na poti izstopa iz premoga. Zakaj primeri dobrih praks? Ker so ravno ti lahko podlaga za zagotavljanje kakovostne zgodbe v naši Savinjsko-Šaleški regiji. Tega dogodka zagotovo ne bi bilo brez podpornikov in organizatorjev, v prvi meri zagotovo mestne občine Velenje, zato na oder vabim gostitelja tega dogodka, župana mestne Velenje Petra Dramola. Hvala lepa, spoštovani zbrani tukaj v dvorani in seveda tudi spoštovani tisti, ki nas gledate preko socialnih oziroma spletnih omrežij. Prijazno dobrodošli in pravzaprav še z tega mesta enkrat več iskrena čestitev našem občinskem prazniku. Včeraj je naše mesto praznovalo. Tako kot smo že včeraj dejali, jutri seveda nov dan in že naslednjega dne bomo zavihali rokave in pričeli delati tisto, kar pravzaprav javnost od nas pričakuje in kar si Velenje in seveda naša regija tudi zaslužijo. Pred nami je veliko izzivov. V zadnjem letu smo mnogo naših naporov in energije vložili v proces prestrukturiranja naše regije. Če sem iskren, imam velikokrat občutek, da smo pri tem vprašanju osamljeni ali da smo neslišani ali pa vsaj neuslišani. Zato smo se odločili, da letošnjega leta in letošnji občinski praznik obeležimo tudi na takšen način, da z mednarodno konferenco povemo, kaj pravzaprav si tukaj v Velenju želimo, pravzaprav kaj si v Velenju zaslužimo. Z tega mesta bi se iskreno zahvalil nemški veleposlanici v Sloveniji, njeni ekscelenci Natalii Kauter, ki me je pred nekaj tedni oziroma meseci sprejela, kjer smo predstavili našo idejo po organiziranosti tovrstne konference in jo seveda prosili tudi za podporo. To podporo smo dobili tudi v obliki tega, da bomo pravzaprav tekom današnjega dne imeli priložnost slišati mnoge strokovnjake iz tega področja, da bomo imeli možnost in priložnost slišati, kako so se drugod po svetu v tujini soočili s tem vprašanjem. Za željo seveda, da
jutri ob koncu konference dobimo dobre ali kvalitetne iztočnice, kako naj pravzaprav naši strateški dokumenti izgledajo, kako naj bodo sestavljeni in kaj naj zakonodaja predvideva za to, da se bo naša regija resnično prestrukturirala v skladu s pravičnim prehodom. 5000 delovnih mest je v Velenju ogroženih. To predstavlja približno 18% mase plač. To predstavlja, da bi lahko 8,5% naših domačih gospodinjstev ostalo brez svojega prihodka. Zato še enkrat več z tega mesta. Naša stališča so seveda jasna. Potrebno je v sklopu pravičnega prehoda prestrukturirati teh 5000 delovnih mest. Ne samo za naše rodarje, ampak tudi za naše otroke, ki bodo ostali brez delovnih mest, tistih, ki so posredno ali neposredno povezani s premogovniško dejavnostjo. 40 000 gospodinjstev je vezanih na toplotno energijo, na toplotno oskrbo. Zaradi tega sistema daljinskega ogrevanja imamo v Velenju najbolj čist zrak. Pa smo na to seveda ponosni, ampak tudi ta proces je seveda v prihodnosti ogrožen. Ogrožen z izstopom iz premoga. In pričakujemo strani države, da nam bo tukaj v tem procesu preobrazbe daljinskega ogrevanja stala ob strani. Imamo mnoge degradirane površine, za katera se seveda bojimo, ker si ne želimo, da bi prekupčevalci po izstopu iz premoga enostavno prekupčevali s temi nepremičninami, s temi zemljišči, ampak želimo, da so to zemljišča, ki so uporabljena v nadaljni razvoj naše doline, naše regije, za odpiranje novih delovnih mest, za nove tehnologije, pravzaprav za ustvarjanje nekih novih priložnosti. In mi vsi skupaj v Velenju in v Saša regiji smo prepričani, da potrebujemo za to dovolj časa. Kolikšen je tisti čas, je v največji meri seveda odvisen tudi od finančnih virov. 1,1 milijarde evrov projektov smo identificirali v tej prvi fazi, ki bi jih lahko seveda, s katerimi bi lahko uspešno prestrukturirali našo regijo. Na voljo imamo 235 milijonov evrov evropskih nepovratnih sredstev za 2 regiji. Naše stališče je seveda, da je teh sredstev veliko premalo. Zato želimo na vse te dileme, ki se nam pojavljajo in ki sem jih tudi osebno izpostavil v tem trenutku, dobiti jasne odgovore. In predvsem dobre iztočnice, zato da bo lahko država z vključenostjo lokalne skupnosti pripravila kvalitetne strateške dokumente in kvalitetno zakonodajo. Samo na takšen način bomo seveda ustvarili zaupanje naše javnosti, pa tudi konec koncev občinskih oblasti, do pravičnega prehoda, do tega, da ne bomo kogarkoli pozabili, da ne bomo kogarkoli pustili na cedilu. Hvala vsem tistim, ki ste si vzeli čas in boste aktivno sodelovali na tej konferenci. Iskreno sem počaščen in se vam seveda v imenu vseh Velenjčank in Velenjčanov in v imenu Saše regije tudi iskreno zahvaljujem. Veselim se vseh predavanj in seveda veselim se tudi vseh primerov dobrih praks, ki so v tujini že kar poznane, pri nas pa na tem področju seveda orjemo ledino. Hvala lepa. Lepa hvala županu. Kot je povedal že župan, te konference ne bi bilo brez izdatne pomoči, res izdatne pomoči Veleposlaništva Republike Nemčije v Ljubljani. Zato na oder za njen pozdravni govor oziroma uvodni govor vabim tudi veleposlanico Republike Nemčije v Sloveniji, njeno ekscelenco Nathalie Kauter. Ms. Kauter, please join me on stage. Thank you. Gospod župan,
Spoštovani gostje, gospe in gospodje, gospod župan, omenili ste, kako sva se srečala v Ljubljani in se pogovarjala o tem, kaj bo v Sloveniji pomenilo opuščanje premoga v skupnosti, in ko ste nas prosili za pomoč pri vzpostavljanju stikov s strokovnjaki, smo se z veseljem odzvali. Veseli smo, in hvaležni vsem, ki z nemške strani prispevajo k temu dogodku. Velenje je bilo premogovno področje in je zagotavljalo preživetje družinam bistveno dlje, kot obstaja Slovenija. Tretjina vseh delovnih mest je povezana s premogovništvom. In odločitev, da opustimo premog in se odločimo na druge vire energije, vpliva na vse, ki živijo in delajo tukaj. Ampak imate dobro družbo, kajti to se dogaja v številnih delih Evrope. Veliko držav članic opušča premogovništvo, tudi Nemčija je med njimi. In ob zapiranju zadnjega premogovnika leta 2018 smo v Nemčiji priznali, da je bilo to dan žalovanja za vse, ki so delali v premogovnikih. In to je res tudi za Evropsko unijo, da gospodarski napredek v Evropi in naša skupnost je zrasla na premogovništvu. In Zveza premoga in jekla je bila predhodnica Evropske skupnosti in potem Evropske unije. In opuščanje premogovništva končuje to veliko obdobje in to je izjemen zgodovinski izziv. Pa se ga lotevamo tudi z upanjem in zaupanjem, kako bomo preživeli z optimizmom in vero v zdravo prihodnost. In čisto okolje, trajnostni vidik, to je naša prihodnost. Mislim, da si lahko privoščimo, ne moremo si več privoščiti ne biti trajnostni zaradi podnebnih sprememb in katastrofalnih učinkov. Strukturne spremembe niso le zaželjene, ampak nujne. Istočasno pa je jasno, in to ste tudi že omenili, da številne ljudi skrbijo posledice teh odločitev, da to razumejo z vidika podnebne politike, ampak da jih skrbi njihova preživetje, delovna mesta. In ko je Nemčija zapirala svoje premogovnike po 150 letih izkoriščanja, smo izgubili 10.000 delovnih mest. Celotne regije povsod po Nemčiji so se soočale z izzivi preobrazbe in odpiranja novega poglavja pri ohranjanju ekonomskega razvoja in socialne povezanosti. Zato je izziv oblikovati konkretno perspektivo za nova delovna mesta, za novo prihodnost v prizadetih regijah, ko bi lahko omogočali strukturne spremembe, gospodarski razvoj, socialno kohezijo in zaščito okolja in omilili podnebne spremembe. In ko se zdaj vi odločate za opuščanje premoga, to ni izziv le za Velenje, ampak za celo Slovenijo. Na podlagi nemških izkušenj vam lahko zagotovim, da če vsi deležniki sodelujejo plodno, boste ta izziv uspešno premostili. Mi strukturne spremembe oblikujemo s tem, da ustvarjamo nova delovna mesta, preden
preden izginjajo stara. Sredstva smo vlagali v nove priložnosti za prihodnost in razvijali javne službe in storitve v regiji. In Nemčija je že delno prehodila del poti, del pa je še pred nami. Zato sem vesela, da kot rezultat našega pogovora v juliju smo pripravili številne stike z našimi strokovnjaki iz javnega in zasebnega sektorja in da bodo te izkušnje predstavili v teh 2 dnevih. In bistvo slovensko-nemškega sodelovanja je medsebojno sodelovanje in podpora. Hvala za povabilo, vesela sem, da sodelujem in želim vam produktivne, uspešne pogovore in skupnosti Velenja želim potrebno podporo vlade in skupnosti in da boste uspešno zakorakali po poti po premogovniško prihodnost. Thank you very much, Excellency, for these warm welcoming remarks and especially being optimistic in what we are facing in the future. Zdaj čas, da začnemo s storitvami, zgolj tehnično opozorilo oziroma tehnični podatek. Prevodi za vsa predavanja so. Dobili ste prevajalne naprave na številki 1, prevodi v slovenskem jeziku, na številki 2 v angleškem in na številki 3 v ukrajinskem jeziku. Zdaj pa je čas za prvo predavanje. Dr. Ana Sobčak deluje v Evropski komisiji v Generalnem direktoratu za energetiko, kjer je koordinatorica za strateške programe premogovnih regij v tranziciji v okviru Evropskega zelenega dogovora. Dr. Sobčakova je v preteklih letih sooblikovala energijsko in podnebno politiko Evropske komisije, trenutno pa je odgovorna za usklajevanje politik za premogovniške regije v prehodu v okviru zelenega sporazuma EU pri Generalnem direktoratu za energetiko. Naslov njenega nastopa pa podpora EU premogovnim regijam pri prehodu na čisto energijo in nizkoogljično gospodarstvo. To predavanje, prvo predavanje bo spletno. Good morning. Dobro jutro, dober dan. From European Commission DG Energy. I hope you can hear me and see me well. Iz Generalnega direktorata za energetiko. Slišimo vas dobro in beseda je vaša. Thank you very much. Hvala It's a lepa. pleasure to be with Veliko you veselje here mi je, virtually. da I sem really lahko. hope that one day we will be able to meet in person and I could Žal mi visit je, da vas ne morem region and the city of spoznati Velenje. osebno, se z vami srečati. As indicated, I will share with Kot you je bilo rečeno, our bom European support for coal z vami regions towards clean delila, energy and low carbon economy informacije o with the podpori experience based on the Evropske experiences of our EU initiatives premogovniškim for coal regions regijam. in transition. With that, I just want to check whether you see well my screen Preverjam and if še, ali it's dobro okay. vidite mojo predstavitev. We see everything and hear everything Vse very well. vidimo in tudi dobro Perfect, slišimo. thank you, excellent. So without further ado, I will start Pa kar with naj- something that all of pa us kar experienced nadaljujem s to over this summer. predstavitvijo. Vsi smo As you namreč know, Europe doživljali has its to čez warmest letošnje summer on poletje record this in year. Evropa je imela svoje So the najtoplejše climate poletje disaster is in fact in something that all of us are facing. The surface air temperature in anomaly sicer for se je this August. temperatura na And površju we at the European Commission, znatno povečala. we V are taking the Evropski steps komisiji se policy odločamo za nadaljne in korake. policy making to help and to S assist politikami countries and želimo regions pomagati in and citizens prispevati k zmanjševanju vpliva na okolje. in this context. V tem kontekstu vemo, da je naš zeleni dogovor tista osrednja strategija, Indeed, our European Green Deal naš zeleni is our dogovor
growth strategy. je naša najširša strategija. Our clean energy transition Naš prehod na čisto energijo je prav tako vir priložnosti za Evropsko unijo. Vsi se zavedamo, da bo ustvarjenih milijon delovnih mest v sektorju čiste energije, vendar pa bodo nekateri sektorji, nekatere regije in skupnosti bolj prizadete kot druge. In to velja tudi za premogovniške regije. V Evropski uniji bo v teh regijah izgubljenih več kot 200.000 delovnih mest v sektorju premoga, šote in naftnega skrilavca. Zato smo pripravili različne instrumente, politike, ki so v pomoč pri prehodu na nizkoogljično družbo. Hkrati pa se s tem želimo prilagoditi podnebnim spremembam. Več instrumentov je na voljo, o njih bomo še govorili tekom dneva. Letos poleti smo pripravili tudi sveženj, pripravljeni na 55. To je sveženj zakonodaje. In kaj pravi zeleni dogovor? Gre za izboljšanje kakovosti življenja sedanjih in prihodnjih rodov. Hkrati je to glavni načrt z vsemi ukrepi za kolektivno oživitev in za skupno prihodnost. Želimo namreč pripomoči k zagotavljanju pravične in vključujoče tranzicije oziroma prehoda. Z zelenim dogovorom bomo zagotovili na tisoče novih delovnih mest in zato bo ta zeleni prehod priložnost. Dolgoročno pa bo Evropa postala bolj odporna in strateško močna. In bomo nekako zgled vsemu svetu. Energetska politika je osrednja v našem zelenem dogovoru. To bo do leta 2030 prvi kontinent, ki bo tako uspešen. Želimo zagotoviti dostop do čiste, varne in zanesljive energije, ki si jo ljudje tudi lahko privoščijo. Zdaj pa okvir, ki ga predstavlja sveženj, pripravljeni na 55. Vse to podpira našo zavezo, da bomo zmanjšali emisije za 55%. Ta zakonodajni sveženj podpira spremembe, ki so potrebne. Vsta prehod naj bi potekal na pošten, stroškovno učinkovit in konkurenčen način. Gre za 30 različnih predlogov, 8 jih predstavlja revizijo že obstoječih zakonodaj. Druge pa so nove. Kaj pa so orodja za to, da dosežemo naše cilje? Kot veste, imajo vse države članice nalogo, da pripravijo svoje nacionalne načrte. Neke vrste strategijo za doseganje teh ciljev vezanih na podnebne spremembe. Zdaj pa se opravičujem, glasu v kabino ni, zvoka v kabino ne dobimo. Prišlo je do prekinitve. Price and cost competitiveness, energy efficiency, renewables, and the internal energy market. These documents for us are the main reference documents as far as the energy and climate
Tolmači še vedno nimamo zvoka, zato prevoda ne moremo zagotoviti, se with opravičujem. their reference to territorial just transition plans, in relation to just transition plan. What is now the current state of play of national coal phase-out commitments? As you can see, up to now, 9 member states are coal-free as 2021. More member states set out as well the clear dates for the coal phase-out. And there are 4 member states, including Slovenia, which also consider the date for phase-out date are under consideration. So far, only in Bulgaria there is no phase-out plan. We've heard last week that Slovenia mentioned the date 2033, and we look forward to the clear political commitments. Now let me move to the aspects in relation to our initiative for coal regions in transition, where we set up the forum for stakeholder dialogue with a wider community. It's the initiative which was set up 4 years ago and brings together 11 member states across 14 EU member states with coal, lignite, peat and oil shale regions, and has also a dedicated secretariat that manages the activities of the initiative. What do we do in the framework of the initiative? It's in fact an open forum of stakeholder dialogue with a wider community. And we're very pleased with the active participation of Slovenia, regional and local No, zdaj pa smo glas dobili. V našo pobudo vključujemo vse lokalne deležnike. Tu gre za dekarbonizacijo, razogljičenje, gre za možgansko viharjenje in izmenjavo najboljših praks in izkušenj. In to je jedro naše pobude. Nažalost, zaradi sedanjih okoliščin povezan s COVID-om, nismo osebno prišli v stik v zadnjem letu, kljub temu pa smo se večkrat dobili v virtualnem okolju. S to našo pobudo pomagamo regijam pri oblikovanju regionalnih strategij za ta prehod. Prav tako jim pomagamo pri izvajanju projektov in pa zagotavljanjem priložnosti za financiranje. To je pobuda od spodaj navzgor, ki združuje širok nabor deležnikov. Ta pobuda za premogovniške regije hkrati predstavlja tudi stičišče znanja. Zagotavljamo poročila, metodologijo, zlasti, to je še zlasti pomembno za premogovniške regije v prehodu, ko gre za ponovno revitalizacijo degradiranih področij. Kmalu pa bomo pripravili cel nabor različnih orodij, ki jih bodo te regije lahko uporabljale skupaj z finančnimi viri. Prav tako pripravljamo spletne seminarje. Naš sekretariat zagotavlja tehnično pomoč in sicer ponuja za to namenjeno pomoč in podporo kar 7 regijam v 6 državah članicah. Te regije so deležne tehnične podpore za to, da identificirajo projekte in jih pripravijo, pa tudi, da razvijajo sposobnosti, ki jih potrebujejo in pa kot prvo, da zasnujejo strategijo. Na ta način pa jim potem pomagamo tudi preko sklada za pravični prehod. Zato, da so regije pripravljene, da so sposobne pridobiti sredstva in izvesti projekte. Zdaj pa nekaj konkretnih primerov o tem,
kako se izmenjuje dobra praksa glede energetskega prehoda. Prva je poljska regija Šlezija. Pogosto so velike težave vezane na vprašanje, kaj narediti z zemljo, zemljišči, ko se premogovnik zapre. Po eni strani je to vprašanje, po drugi strani pa se družbe pogosto iščejo lokacije za svoje naložbe. Na Poljskem so vzpostavili posebno podatkovno zbirko, ki je na voljo strokovnjakom. In sicer so tu podatki o lokacijah, o zemljiščih, ki so na voljo za naložbe. In tu gre za prilagoditev teh lokacij novim funkcijam. Tukaj pa je še en primer iz Poljske, in sicer vključitev delovne sile v ta prehod. Velikopoljska je regija, ki bo v naslednjih 9 letih opuščala uporabo premoga. Tesno sodelujejo sindikati z rudarji, da jim namreč pomagajo poiskati nove gospodarske priložnosti zanje, da bi nekako tudi ta delovna sila prešla v druge sektorje, od premogovništva k drugim gospodarskim priložnostim. Zdaj pa Romunija, Đuvali, gre za usposabljanje rudarjev. Glavna težava je bila seveda pomanjkanje gospodarske diverzifikacije in vprašanje, kaj narediti, da bi pomagali rudarjem, ki jim grozi izguba zaposlitve. Različni načrti so se oblikovali za prekvalifikacijo teh rudarjev za delo v drugih industrijah. Kasneje boste slišali o primeru iz Nemčije, zato to so Lužice, ne bom govorila o njem. Zdaj pa še španski primer, to je Asturija, kjer je v ospredju socialni dialog. Ta socialni dialog združuje vse deležnike pri razvoju dolgotrajne, dolgoročne strategije. Ne gre le za dolgoročno vizijo o gospodarskem razvoju, ampak gre tudi za izmenjavo informacij z drugimi industrijskimi panogami, tekstilna industrija, raziskave in tako naprej. Torej, šlo je za to namenjen proces, ki naj bi pripeljal do rešitve glede tega, kako se lotiti izzivov povezanih z doseganjem podnebne nevtralnosti in pravičnega prehoda. Zdaj pa še nova pobuda, ki smo jo uvedli lani, to je sestrska pobuda za premogovniške regije v prehodu za Zahodni Balkan in Ukrajino. To je pomoč, ki jo nudimo sosednjim državam na Zahodnem Balkanu in v Ukrajini. Oblikovali smo posebno odprto platformo za dialog, ki bo združeval in izmenjeval različne izkušnje. Prav tako zdaj vzpostavljamo učno akademijo za to regijo, zato da jim bomo pomagali pridobivati potrebno znanje
in zmogljivosti, various challenges da bodo related to the energy kos transition. vsem izzivom, ki so vezani na ta energetski prehod. Prav tako jim pomagamo pri dostopanju do tehnične pomoči za razvoj načrtov za ta prehod in to počnemo skupaj z različnimi mednarodnimi partnerji. Poleg Evropske komisije je tu znanje Svetovne banke, Evropske investicijske banke, Evropske banke za prenovo in razvoj, različnih nacionalnih vlad, kot je Poljska, in pa akademsko znanje. Pri tem se osredotočamo pri tej pobudi na 17 regij, ki smo jih opredelili in upamo, da jih bomo vključili tudi v dialog z različnimi deležniki. Upamo, da bomo izmenjali dobre izkušnje in prakse z drugimi evropskimi regijami. Kaj torej se dogaja s to pobudo? Gradimo obsežno podatkovno zbirko o deležnikih, zato da vzpostavimo odnose. In sicer so ti deležniki državni, regionalni in lokalni organi, zasebni sektor vezan na industrijo premoga in povezan z njim. Prav tako vključujemo organizacije civilne družbe, sindikate, socialne partnerje in akademske inštitucije. Prav tako vzpostavljamo program izmenjave teh premogovniških regij. Tako pride do prelivanja teh izkušenj iz evropskih premogovniških regij v te regije, ki so vključene v to novo pobudo. Še vedno poteka razpis za izražanje interesa do konca septembra. In če so kakšni deležniki iz Slovenije, ki bi radi sodelovali v tem programu izmenjave, so vabljeni tako iz vrst lokalne skupnosti, sindikatov, nevladnih organizacij. Javite se sekretariatu te pobude. S temi besedami vas vabim tudi na naslednje srečanje naše platforme, ki bo potekala od 15. do 17. novembra letos. In sicer bo to še vedno v virtualnem okolju, naslednje leto pa upamo, da se bomo lahko tudi dejansko srečali. Hvala lepa za vašo pozornost in želim vam zelo uspešno konferenco. Hvala lepa, gospa Kopčak. Prosim, ostanite na liniji z nami. Ste še vedno z nami? Ja, lahko vas slišim, lepo. Ja. Rad bi odprl možnost za vprašanja, ker želimo konferenco narediti, kar se da. Po vsakem predavanju bomo odprli tudi možnost za vaše vprašanja. Ni vprašanj iz občinstva, pa naj jaz začnem s provokativnim vprašanjem. Kdaj vi mislite, da bomo zaprli zadnji premogovnik v Evropi? Hvala za to vprašanje. In želim si, da bi vedeli odgovor na to vprašanje. Kaj pa ocenjujete? Izognila bi se točnemu datumu, ampak upam, da bomo odkrili in vedeli več, ko bomo prejeli vse načrte za pravičen prehod iz različnih področij, kjer premogovna območja lahko črpajo sredstva iz pravičnega prehoda in to nam bo pokazalo, kateri so datumi,
ko oni načrtujejo zapiranje rudnikov in opuščanje premoga, in vem, da bo kolega o tem spregovoril bolj podrobno, in tu bomo videli, kako bo to vplivalo na delovno silo, trg delovne sile in katere ukrepe bomo uporabili za omilitev posledic. Kot veste, naš sklad za pravičen prehod, naš mehanizem zagotavlja pomoč za omilitev socialnih posledic tega prehoda. Tako da vam bom na to vprašanje odgovorila enkrat, ko bomo pregledali in ocenili vse teritorialne, regionalne načrte. Hvala lepa. Imamo pa tudi vprašanje iz občinstva, če se predstavite. Mestna občina Velenje. Imam čisto konkretno vprašanje vezano na letnico. Slovenija je upravičena do 235 milijonov evrov iz sklada za pravičen prehod. Ali smo upravičeni do teh sredstev v primeru, če zapremo premogovnik leta 2038, tako kot bo to storila Nemčija? So, Ms. Sobczak, I'll translate the question simply for you. So, we got a question from the municipality of Velenje. The question is Slovenia entitled to the 235 Samo prevod vprašanja. for closing the coal mine, if the coal mine is closed by 2038, if I remember correctly? By 2038, will we still be entitled Bomo to še vedno financial aid? upravičeni do pomoči. Imamo neke težave z zvokom? We have some. A little bit of a problem with the sound. Let's go. We have you now. Thank you. Yes. I would like Ja, rada bi poudarila to, kar sem že omenila v svoji predstavitvi. with our initiative Z našo pobudo for coal regions in transition, za premogovne regije v prehodu zagotavljamo orodja in instrumente local za lokalno in regionalno upravo, tako da skupaj s socialno-gospodarskimi partnerji lahko razvijajo strategije za postopno opuščanje premoga. In do sedaj smo zagotavljali tehnično podporo za pripravo celotnega procesa, za financiranje, ki je zdaj na voljo. just transition. Tako da vsa ta sredstva iz tega sklada in mehanizma, ki so zdaj na voljo, in vse, kar se nanaša na denar, pa vam bo o tem spregovoril kolega Sanders Haparc. Ključni namen mojega predavanja je bilo predstaviti razvoj in izzive, s katerimi so se soočile nemške regije. V Sloveniji niste sami in tu smo, da vam pomagamo, da vas pripravimo na postopno opuščanje premoga, najprej s tehnično podporo, ki jo zagotavljamo, ko pripravljamo projekte, konkretne projekte, kako Envisage lahko vi predvidevate in načrtujete ta prehod od premoga v zeleno in obnovljivo energijo in katere so različne gospodarske priložnosti, ki jih boste zagotavljali državljanom, prebivalcem regije in vašega mesta. This was the whole rationale. Tako da je bil to razlog in smisel moje predstavitve. Financiranje gre za sklad pravični prehod in Sanders vam bo o financah bolj podrobno lahko odgovoril. Tudi na to vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Bomo predstavili to vprašanje za doktorja Heparca. Na levi, najprej za eno vprašanje, tam na desni, potem še sem. Če se predstavite, potem vprašanje. Hello, my name is Zelin Delic and Ime mi je Zelin Jelić, prihajam iz Bosne in Hercegovine, sem profesor na Univerzi v Tuzli, pa tudi župan, tako da bi mogoče
omenil nekaj vprašanj, o katerih vsi razmišljamo. En stavek, s katerim bi rad začel, je: naredite preprosto, ne pa poenostavljeno. Mislim, da je v procesu preveč poenostavitev, ki nas vodijo v napačno smer. Hvala za vašo predstavitev o podnebnih spremembah. Celotna Evropska unija zdaj znižuje globalne emisije. Emisije CO2 so globalno vprašanje in če se v Evropi osredotočamo na politike, pa pričakujemo, da bodo to delali tudi drugi, se pojavlja vprašanje, kdaj in kako se bo to zgodilo. Vprašanje za nas, ki delujemo v premogovništvu, je ključno vprašanje, da istočasno Kitajska, Indija dviguje svoj ogljični odtis. Tako da je vprašanje, kako lahko podpremo te regije in podpiramo spremembe. Drugo vprašanje, zelena energija deluje samo na trgu, kjer imamo učinkovito rabo energije. Povsod po svetu porabljamo več energije, kot je potrebno. Tako da vsak prehod, vsaka tranzicija mora najprej upoštevati, kako bomo izboljšali energetsko učinkovitost v teh državah. In zadnji komentar. Velik problem, velika težava se skriva za temi politikami. Veliko vprašanje je, kaj bomo naredili z jedrsko energijo. Ali je to dobrodošla energija v tem primeru? V nekaterih regijah ni možno zagotavljati zelene energije, ko govorimo o klimi, letnih časih, in vprašanje je, ali bomo imeli dovolj energije, dovolj elektrike in ali si to lahko z gospodarskega vidika privoščimo. Žal moram omeniti Francijo, ampak večinoma poznamo tam uporabo jedrske energije. Moje vprašanje je, kaj pa jedrska energija? Bomo gradili jedrske elektrarne, kot naprimer zelo popularna evropska država Francija, ki imajo tudi politiko za te stvari. Ko govorimo o jedrski energiji, iz zgodovine vemo, da imamo obdobja, ko je bila ta energija zelo popularna, po nesreči v Černobilu in po japonski katastrofi v Fukušimi, pa zdaj stopamo stran, se obračamo stran, in v Evropski skupnosti bi morali odpreti razpravo tudi o teh vprašanjih in razmisliti globlje, uporabljati pravo znanost, ne pa birokraciji. Trenutno pa imam občutek, da birokratsko na nek način predstavljamo podatke, želimo biti prvi, nič pa se ne bo zgodilo in svet se ne bo spremenil. In na koncu imamo fosilna goriva. Zaloga je še za 150 let, nafte za naslednjih 20-30 let. Zadnjih 500-600 let uporabljamo premog, zdaj pa bomo veliko energije uporabili za zaključek zgodbe, nič ne bomo izboljšali in na koncu bomo imeli enake težave kot nerazvite države. Mislim, da bi morali to politiko bolj razširiti v sodelovanju z državami, biti bolj odprti. In ena od vaših prosojnic je govorila o gospodarskih izzidih. Več delovnih mest, več gospodarske aktivnosti. Ja, mi v Evropi smo tisti, ki prodajamo tehnologijo drugim. Ampak mogoče bi morali preprečiti konkurenco od zunaj. Če je to naš cilj, bi morali na to gledati na ta način. Ampak naš končni cilj ne sme biti, da imamo več zaposlenih v mestih, kot je Lukavec ali Velenje. Naj omenim samo eno mesto v Nemčiji, Weißwasser, na nemško-poljski meji, ko so zaprli premogovnik, je število prebivalcev padlo od 40
tisoč na 15 tisoč v enem letu. Tako da je veliko vprašanje, kaj se bo zgodilo z mestom, kjer smo danes, če bomo na hitro zaprli premogovnik, ne da bi upoštevali vse to. Predlagal bi velenjskemu županu in drugim državljanom, prebivalcem naših premogovnih regij. V Evropi bi morali graditi močne skupnosti, se povezati med seboj, župani, lokalne skupnosti, da bi bolj odprto odprli razpravo z vami. Moje mnenje je, sem profesor, ampak moje mnenje je, da pogosto srečujem ljudi, ki nimajo globokega uvida v stvari, o katerih govorijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Za komentar želite odgovoriti? Hvala lepa, ja, da ste podelili z nami ta obsežen uvid v situacijo. Nikoli nismo rekli, da bo prehod in pot v podnebno nevtralnost, da je to lahek proces. To je zelo zapleten proces in zato si želimo vse vanj vključiti, želimo poslušati, kateri so različni izzivi lokalnega prebivalstva, družin, ljudi, ki živijo in delajo v premogovnih regijah, v teh mestih, regijah, pokrajinah, česa se bojijo in kako oni vidijo svoje potrebe, svojo prihodnost po zapiranju premogovnikov. Istočasno pa zagotavljamo energetsko varnost, varno dobavo energije in to je torej proces. In to je proces korak za korakom. V 90-ih letih, ko smo imeli prehod iz premogovništva na neprav način in zdaj še vedno trpimo za posledicami tega nepravilnega opuščanja premoga in zdaj skušamo zagotavljati, da bomo to naredili na pravičen, pravi način in želimo vključevati državljane, ki vejo, kaj so ključni izzivi, kje so težave in skupaj z njimi v dialogu najti rešitve. To je lepota in moč Evrope, v kateri živimo danes, ko se pogovarjamo in skozi tak dialog skupaj razvijamo rešitve za kratek in dolgoročno obdobje. In to so primeri, ki sem jih želela predstaviti v svoji predstavitvi, da vam prikažem, da je to možno v nekaterih premogovnih regijah, da to dosežemo. Ampak, kot sem rekla, je to proces in do sedaj je res, da edina podpora, ki jo dobite od Evropske komisije, je v večini tehnična, svetovalna podpora, zagotavljanje različnih možnosti za razpravo. Zdaj pa imate tudi sredstva, namenska sredstva. Sredstva seveda niso dovolj, če nimate ustrezne strategije, če nimate načina, kako želite to doseči. In Evropska komisija vam ne želi vplivati na vas, kako boste to naredili. Zato mi na komisiji želimo sodelovati z akademsko sfero, nevladnimi organizacijami, prebivalci, lokalnimi deležniki, kako boste to naredili. Radi bi videli, kako vi predvidevate ta proces, te probleme, v katera področja želite investirati, kakšna delovna mesta želite odpirati, kje je vaša energijska dimenzija tega procesa. In tu je zdaj zlat, zeleni
trenutek tega pobude. Ujemite ta trenutek, ker zdaj postavljamo strategijo za naslednjih 7 let in to je dober prehod do predstavitve, ki jo čakamo, kolega Sander. Res sem vesela, da ste omenili vsa ta vprašanja z datumom zapiranja, kako lahko zagotavljamo energetsko varnost. To so pomembna vprašanja. Hvala lepa. Hvala za vaš uvid, hvala občinstvu za vprašanja in res je to lep prehod v naslednjo predstavitev. Bo spletno oziroma naš drugi nastop bo spleten. Med nami lahko pozdravimo dr. Sandersa Heperca, prav tako z Evropske komisije, ampak z Generalnega direktorata za regijsko in mestno politiko. Tam je koordinator sklada za pravičen prehod. Dr. Heperc je politični analitik z področja trajnostne rasti pri Generalnem direktoratu Evropske komisije za regionalno in mestno politiko. Predstavil pa bo sklad Evropske unije za pravičen prehod, ki bo 17,5 milijardami ključna pobuda v okviru Evropskega zelenega dogovora, namenjena za ublažitev vpliva podnebnega prehoda v najbolj prizadetih regijah. Njegovo predavanje oziroma nastop ima naslov Sklad za pravičen prehod, podpora regijam v prehodu na podnebno nevtralnost. Dr. Heperc, can you hear us? Dr. Heperc, nas slišite? Yes, I can hear you. Can you hear me? Ja, vas slišim, dobro vas slišimo. Tehnična opomba, če smem, ali lahko uporabljate slušalke, zato da bomo lažje slišali in slišali tudi v kabinah. Hvala lepa in izvolite. Is it better now? Everything's okay now. Zdaj bolje slišimo? Ja, zdaj je vse v redu. Thank you very much for having me. Hvala lepa za povabilo. Lepo je videti pravi fizičen prostor z ljudmi v njej. Tudi sam bi si želel biti z vami v dvorani, pa upam, da bo to kmalu mogoče. Spregovoril bom po svoji kolegici, ki prihaja iz Generalnega direktorata za energijo, za energetiko, dr. Ana Sobčak. Jaz pa bom spregovoril o skladu za pravičen prehod. Ana je že dobro predstavila evropski načrt, zeleni dogovor. Z skladom pa skušamo zagotoviti pravičen prehod. Tu je pomembno poudariti splošno vlogo kohezijske politike. To je politika, ki obstaja že več desetletij v Evropi in predstavlja 1/3 evropskega proračuna. Interreg je vključen, kohezijski sklad, Evropski socialni sklad plus. Ta politika bo še naprej vlagala v vse regije v Evropi. Pri tem bomo uporabili inovacije na voljo, torej tudi v okviru energije in podnebnega prehoda. Vlagamo v obnovljive vire, v učinkovitost energije, pametne vire energije. Sredstva na voljo pa se bodo povečala. Kaj pa je tisto, kar je novo? To je ta specifični sklad v podporo pravičnemu prehodu. Del zelenega dogovora kot del je Evropska komisija vzpostavila tudi mehanizem pravičnega prehoda. Gre za 17,5 milijarde evrov za sedanjo finančne obdobje do leta 2027. Prav tako pa je dodan še drugi steber, to je temu namenjena shema za pravičen prehod in pa posojila, ki so na voljo za javno financiranje v okviru Evropske investicijske banke. Vsega skupaj govorimo o približno 75 milijardah evrov
za zagotavljanje podnebne neutralnosti. Ti tranzicijski načrti bodo ključni za odpiranje sredstev, ki jih omogočajo ti trije skladi. Zdaj pa porazdelitev sklada za pravični prehod. Tu so posamezne države članice. Slovenija, če se ne motim, gre za 235 milijonov evrov. Del prihaja iz večletnega finančnega okvira, drugo pa iz perspektive naslednje generacije, ki smo jo uvedli med pandemijo. Kaj bo ta sklad za pravični prehod zagotovil? Osredotočil se bo na regije, ki imajo večje izzive zaradi prehoda na podnebno nevtralnost. Gre za dve vrsti regij. Gradimo predvsem na izkušnjah in spoznanjih že obstoječih premogovnih regijah, ki so ta prehod opravile. To so bile regije, ki so bile močno odvisne od fosilnih goriv, to je šota, naftni skrilavec in nafta. Potem pa druga vrsta regij z ogljično intenzivno industrijo. To so regije, ki so močno odvisne od ogljično intenzivnih industrij, to so kemične industrije, aluminij, jeklo. Ne želimo, da bi se te aktivnosti zmanjšale ali izginile, morajo pa čez preoblikovanje, da se zagotovi podnebna nevtralnost. Tudi te druge regije imajo velike izzive. Ta sklad se torej osredotoča na regije in območja, ki so odvisne od teh dveh vrst gospodarskih dejavnosti. Treba je prestrukturirati industrije, zagotoviti nove gospodarske dejavnosti, nova delovna mesta in prekvalifikacijo delavcev iz določenih industrij. Nikogar in nobene regije ne želimo pustiti ob strani. Že lani je komisija podala priporočila, in sicer glede vrste sektorjev, na katere naj bi se ta sklad osredotočil. Sledijo pogajanja med državami članicami in komisijo glede področij in ozemelj, ki bodo zapadle pod to. Gre za tako imenovane sektorje, katerih dejavnost bo padala, na drugi strani pa regije, kjer bo potekal nasprotni proces. To so ozemlja, ki jih je komisija predlagala za vključitev za financiranje z tega sklada. Gre za 17,5 milijarde evrov, to ni veliko denarja v primerjavi z drugimi večjimi sredstvi. Ta sklad se tematsko in geografsko osredotoča na tista področja, ki jih ta prehod na podnebno nevtralnost najbolj prizadene. To ne pomeni, da druge regije ne bodo deležne nobene pomoči. To je že povedala Ana v svoji predstavitvi, ko je govorila o tehnični pomoči. V sklopu tega pomagamo vsem regijam, pa tudi v sklopu drugih mehanizmom so pomoči deležne vse regije. Ta poseben sklad za pravični prehod pa se še zlasti osredotoča na ta ozemlja, na ta območja. To pa morajo utemeljiti tudi v svojih teritorialnih načrtih za pravični prehod. O tem se torej zdaj pogajamo s posameznimi državami članicami. Obstajati mora logika, ki podpira to delovanje. V tem načrtu najprej želimo preveriti opis tega procesa prehoda na nacionalni ravni z jasno opredelitvijo časovnega poteka, potem pa tudi zaposlovanje, gospodarstvo
kakšne vplive ima ta prehod na ravni ozemlja. In na podlagi tega je prišlo do izbora tistih področij in regij, ki so najbolj prizadeta. Kot sem že rekel, ali gre za odvisnost od fosilnih goriv ali pa za odvisnost od energijsko intenzivnih industrijskih panog. Gre torej za zapiranje premogov, preoblikovanje stekla, jeklarske industrije. Želimo vedeti, kaj se dogaja na posameznem področju, kaj se dogaja z gospodarstvom, zaposlovanjem, okoljem in kakšne so druge družbene posledice. V zadnjem koraku pa si pogledamo predlagane naložbe. Seveda jim želimo pomagati v okviru tega stebra, pa tudi v okviru drugih, preostalih dveh stebrov. Kakšen je obseg podpore oziroma pomoči? Če to primerjamo z drugimi politikami, ki že obstajajo, je ta sklad zelo omejen in ciljno usmerjen sklad. Primarno želimo investirati v gospodarsko diverzifikacijo in prekvalifikacijo delovne sile. Na ta način bo gospodarstvo odporno na nadaljnje prilagajanje podnebnim spremembam. Zagotovili bomo, da imajo ti sektorji ustrezno delovno silo, da lahko sodelujejo v tem procesu. Želimo zagotoviti tudi druge ukrepe za podnebno in okoljsko trajnost oziroma vzdržnost. Pomagamo učinkovito naslavljati negativne posledice vseh teh dejstev. Prav tako zagotavljamo to, kar drugi skladi kohezijske politike ne omogočajo. Prav tako podpiramo dejavnosti, ki izhajajo iz sistema trgovanja z emisijami. To ne pomeni, da na primer v ogljično intenzivnih regijah sklada ni mogoče uporabiti. Lahko pomagamo različnim industrijam, da dosežejo določene podnebne cilje, denimo, ko gre za načrtovanje novih hranilnikov energije in ko gre za zagotavljanje delovnih mest. Dejavnosti so strogo opredeljene. Izključeno iz pomoči pa je vsako financiranje dejavnosti, ki so odvisne od fosilnih goriv. Vse to je mogoče financirati. To je opredelitev tega sklada za pravičen prehod. Trenutno pa, kot sem dejal, potekajo pogajanja z državami članicami. Več zaključkov smo že sprejeli, ki vam jih lahko predstavimo, kajti to je nov sklad, nov način dela, tako na strani komisije kot na strani držav članic. Imamo namreč veliko izkušenj glede takšnih programov na področju kohezijske politike. Ta sklad pa ima številne posebne značilnosti in tudi geografski del je odvisen od pogajanj in to je nekaj novega za nas. Lahko smo že priča načrtovanim obsežnim investicijam. To vključuje tudi obsežno pomoč Evropske komisije. 18 državam članicam nudimo pomoč pri analitični podlagi za te načrte. Zelo visoke ravni ambicij so prisotne v številnih primerih. Takšen primer je spoznanja premogovnih regij, ki so že opravile
ta prehod in tak prenos znanja je tudi primer sodelovanja med Nemčijo in Slovenijo. Gre tudi torej za pripravljenost do izmenjave in učenja. Če vidimo, da je mogoče kaj izboljšati, potem v pripravi teh načrtov, potem je v pripravi teh načrtov treba vključiti prav vse deležnike, namreč zahtevamo to načelo partnerstva, to je zahteva kohezijske politike. Slabosti, ki smo jih do sedaj zaznali, je, da včasih niso vključeni vsi pomembni deležniki, da včasih sociogospodarski cilji niso povsem jasni in gre torej za podporo podnebnemu prehodu in nevtralnosti. Tako je treba zaznavati te načrte. V nekaterih osnutkih načrt smo ugotovili, da se včasih investira v vse mogoče, v transport, v druga področja, ne da bi to povezali z obvladovanjem učinkov tega prehoda. V nekaterih primerih bi bilo treba razmisliti o drugem ali tretjem stebru tega pravičnega prehoda. Negativni vidiki se seveda med posameznimi regijami, negativni vidiki tega prehoda se razlikujejo. En primer je Mladina za pravičen prehod. Pred mesecem nismo razvili poseben sklop različnih orodij. Sklad za pravični prehod želi zagotoviti, da nikogar, ki je ogrožen, ne pustimo ob strani. Še zlasti je pomembno, da je ta nova prihodnost dobro razvita in da nekako zadostimo pričakovanjem. Ne želimo, da mladi odhajajo iz regij zaradi preoblikovanja gospodarstva in ta nabor orodij bo morda zanimiv tudi za vas. Eden od elementov, ki jih vzpostavljamo postopno, zato da podpremo posamezne deležnike, pa je ta platforma za pravičen prehod. Vesel sem, da vam je kolegica že predstavila datume za naslednji spletni dogodek od 15. do 17. novembra. Vsi ste vabljeni, vabila bomo začeli pošiljati. To je namreč dogodek, ki ga organiziramo dvakrat na leto. Na naši spletni strani so vse informacije o tem, kako izkoristiti, uporabiti ta mehanizem. Prav tako vzpostavljamo delovne skupine, ki se osredotočajo na ogljično intenzivne sektorje. Prejšnja predstavitev je pokazala, da že obstaja zelo specifična pomoč za premogovniške regije, zdaj pa je potrebna tudi posebna pomoč za te regije, v katerih so značilne ogljično intenzivne industrijske panoge. S tem bomo seveda seznanili vse zainteresirane. Zdaj pa še časovnica, ki se nanaša tudi na to 4. srečanje platforme za pravični prehod novembra. Ta pobuda je ključna znotraj zelenega dogovora, jasno je predstavljena tudi, kako deluje. Zdaj smo v fazi formalnega pogovora z državami članicami. S tem se bodo odprla vrata do vseh 3 stebrov. Nikjer še nismo končali pogovorov. Če želite oziroma če ste vključeni v
ta proces, vas vabim, da izkoristite vse možnosti, ki jih ponujajo ti trije stebri. Na ta način lahko zgrabimo prihodnost. Poskrbite, da boste sodelovali in to je moj nasvet. S tem pa tudi zaključujem svojo predstavitev. Upam, da ste me dobro slišali in seveda sem odprt na vsa morebitna vprašanja. Hvala lepa, dr. Hepperts, za to vašo predstavitev. Imamo nekaj vprašanj. Prvo smo že odprli in sicer ga bom ponovil. Morda boste vi bolje odgovorili na vprašanje je, ali potrditev datuma, ali je to predpogoj za Slovenijo oziroma za to regijo, da pridobi alocirana sredstva. Omenja se leto 2038. Or maybe, it gets extended to 2030. That was the first question that we had. Maybe you can help us answer that. To je bilo prvo vprašanje in morda nam lahko pomagate pri odgovoru. Torej, rekel bi ja in ne. Najprej, datum prav gotovo je pomemben v smislu, da bo zelo težko, bom prenehal z delitvijo ekranov. Če nimamo jasne časovnice, komisija ne bo potrdila načrta. To je eno od prvih predpogojev načrta za pravičen prehod, da imamo jasno nacionalno določen prehod tranzicije z jasno časovnico. To je potrebno. Drugi korak, to, kar bo pogoj, če želite temu reči pogoj, za to, da dobite financiranje, je, da dokazujete, prikažete, da to področje doživlja negativne posledice opuščanja premoga do leta 2030, tako da sklad odpiramo za naslednje desetletje. V naslednjem desetletju morate dokazati ključne negativne posledice tega prehoda. Ne bom rekel, da je določeno leto zaključni datum za dokončno opustitev na nacionalni ravni. To nas ne zanima. To, kar nas zanima, pa so ali na tem področju, ki naj bi dobilo financiranje, da lahko dokažete negativne vplive v gospodarstvu, v zaposlenosti do leta 2030 ali prej. Hvala lepa. Ja, imam še eno vprašanje. Slišali smo našega župana, ki je omenil, da je eno ključnih vprašanj v regiji ogrevanje. Trenutno imamo daljinsko ogrevanje na odvečno toploto, ki prihaja iz premogovnika. Tako da sredstva iz tega sklada ali se jih lahko porabi tudi za prehod na drugačen vir ogrevanja. Splošen odgovor je da. Investicije v daljinsko ogrevanje, če se preklapljajo na obnovljive vire energije, so upravičene do tega financiranja, ko govorimo o določenih regijah, in tu bo odgovor za najrazličnejše ukrepe. To je odvisno od tega, kaj že vključite v načrt za pravičen prehod. In v tem načrtu se morate osredotočiti predvsem na posledice prehoda oziroma opuščanja premoga. In če gre za prehod, ki ga vi opišete kot prehod zaradi opuščanja premoga, bo to seveda lahko financirano iz tega sklada. Vedno pa je pomembno, da upoštevamo posebne določbe zakonodaje oziroma določb sklada. To ne vključuje smeti, na primer.
Hvala lepa za vaš odgovor. Ko sem poslušal to, kar ste rekli, mi spadamo v to financiranje. Imamo nekaj vprašanj. Postavite vprašanje. Okay, thank you very much. My name is Boštjan Krajnc, representing Local Energy Agency. Predstavljam lokalno energetsko agencijo. Ko grem nazaj do vaše predstavitve, ko ste govorili o shemah za trgovanje z emisijami in ta shema traja vsaj 10 let. To je pomembno obdobje in naša lokalna elektrarna dobiva ključne emisijske kupone in ti kuponi se ne pravično podeljujejo po Evropi. Kakšne so posledice za Slovenijo, da morda ne bankrotiramo zaradi posledic te sheme? Kako lahko obvladujemo to shemo za zniževanje oziroma za trgovanje s kuponi za CO2 emisijami? Slišal sem vaše vprašanje. Ja, nisem strokovnjak za trgovanje z emisijami. Kolega iz DG Klima bi vam lažje svetoval, kaj lahko naredite na tem področju. Kaj lahko jaz rečem in pojasnim ta del moje predstavitve? Do sedaj so sredstva kohezijskega sklada niso podpirala trgovanja z emisijami. Logično je bilo, da ta trgovalna shema že ima gospodarske spodbude za zniževanje emisij in če na nek način dodamo evropsko financiranje tem investicijam, bi to vplivalo na shemo trgovanja. Vendar pa zdaj uvajamo izjeme za to pravilo. In tu je naš razlog za to, da industrijski obrati v tistih regijah, ki so močno odvisne od intenzivnih energij, ki povzročajo emisije, da je treba razmišljati, kako lahko ta področja investirajo v ukrepe, ki znižujejo emisije v teh industrijah. Pomembno pa je, da pogledamo tudi posebnosti modelov in pogojev, ki so povezani s temi investicijami. En od teh pogojev je, ne želimo financirati investicij, ki bi na kakršenkoli način že bile vključene v to shemo trgovanja in to, kar omenjate, da so ta sredstva višja kot pred nekaj meseci. Pri vsakem postopnem zniževanju emisij tega ne bomo financirali iz sklada za pravičen prehod. To, kar pa mi lahko financiramo, so investicije, ki znižujejo emisije pod mejo, ki pade pod brezplačno alokacijo emisij. In to pomeni, da to ne velja za električni sektor, zato ker ni primerjav za sektor elektrike. In to lahko velja samo za izjemno energetsko potratne sektorje, kot je cement, aluminij in podobno. Hvala lepa, dr. Heperc. Imamo še eno vprašanje iz občinstva. Sem Fran Đerdin, celotno življenje delam v rudarstvu in sem tudi po poklicu rudar. Če sem prav razumel gospod veleposlanico iz Nemčije, je dejala, da so v fazi prehoda zagotovili nova delovna mesta, nadomestna delovna mesta za tiste, ki so delo izgubili. Če sem vas razumel prav, razumem tudi, da v fazi prehoda
moramo znati rešiti problem daljinskega ogrevanja okolja oziroma mesta Velenje. In tretje, kot rudar sprašujem, do začetka zapiranja premogovnika, ne prehod, v fazi prehoda moramo jamo na premogovnik, na zapiranje tudi pripraviti. Po varnostni plati mi imamo tu prisotne pline, vodo, požare, zelo velike jamske pritiske, tudi v fazi, oziroma moramo se pripraviti na fazo prezaposlovanja ljudi ali pa zmanjševanja števila zaposlenih. To, kar vas jaz sprašujem, jaz računam, da vi zelo dobro poznate slovensko energetsko politiko. Slovenija je v eni tretjini odvisna od termoenergije in nimamo za naslednjih 15 let najmanj alternative, kje to nadomestno energijo dobiti. Zanima me, kako gledate na te zadeve, ker pri nas politiki bi rudnik zapirali, nekateri čez 5 let, nekateri čez 10 let, odvisno pač od tega, s kom govoriš. Ne dosegamo pa tu zadostnega konsenza med vsemi partnerji, ki ste jih tudi poudarjali, da ta konsens mora biti narejen, da bi lahko eksplicitno govorili o letnici. Do ta čas pa moramo regijo, do tega in tega datuma pa moramo regijo pripraviti na pravičen, oziroma na prehod, ki bo pravično izvršen. But I'll try doing the translation just briefly. Samo kratek prevod vprašanja. He's been working in the industry as a coal miner for all his life. And in a nutshell, the question is, in Slovenia, where you probably know the situation, the energy situation in our country very well. We're approximately 1/3 dependent on coal energy in our system. We're talking about a green transition in the next couple of years, but we do not have a concrete plan or a solution inside of our politics as to how we would like to do it. There's some people that are saying we should close the coal mines, within the next 5 years, but there's tons of stuff that needs to be done ahead of it from a security perspective of ensuring the safety inside of the coal mine once it gets abandoned and so on. So what is your take on the necessary steps that need to be done before we are able to take on that path? And also, what is your time estimate on how much time is required for a complete phase out in a country like Slovenia, which, if I point out again, is approximately 1/3 dependent on coal energy? Yes, thank you very much. Ja, hvala lepa. Ponovil bom nekaj sporočil, ki sem jih že omenil, ampak začenjamo z dolgoročne perspektive 2050, ko želimo biti podnebno nevtralni. 2050 se zdi zelo daleč, ampak to je zelo ambiciozen načrt, ki razvija politike, ki jih že imamo nekaj let. Evropski zeleni dogovor znižuje emisije do obdobja 2030. Vse države članice so podprle ta načrt in sprejele evropsko podnebno zakonodajo pred kratkim. In to pomeni, da je podnebna nevtralnost do leta 2050 izvedljiva. Vsi paketi politike, zakonodaja se pripravljajo ali so že sprejeti in to pokriva vse sektorje gospodarstva in energetski sektor, industrija, gospodarstvo, transport in prebivališča. Vse moramo prilagoditi. Kot je kolegica že omenila, ko govorimo o vprašanju o jedrski energiji, v Bruslju nimamo znanja niti pripravljenosti, da bi vam mi povedali, kaj morate vi v Sloveniji uvajati in narediti.
To je pravica vsake države članice, da sama razvija svoj energetski miks, svoj energetski nabor in svoje energetske vire. Na evropskem nivoju pa imamo cilje, ki jih moramo doseči do leta 2030, 50 in tako naprej. Tako da Slovenija sama oblikuje ta energetski prehod, preoblikovanje svojega gospodarstva. Imamo veliko podpore na voljo, tehnične podpore in investicijske podpore. Govoril sem o kohezijskem skladu, ki že obstaja za Slovenijo od časa pristopa. Tako da investicije v energetsko učinkovitost, v javne zgradbe, v mala in srednja podjetja, male energetske sisteme, trajnostno mobilnost, vse to je že na voljo, tudi za Slovenijo. To, o čemer pa jaz govorim, so dodatna nova sredstva, novi sklad za pravičen prehod, ki dodatno podpira regije, ki jih bo ta prehod najbolj prizadel, ki potrebujejo nova delovna mesta, in to je nekaj, pri čemer vam lahko pomagamo. Če imate načrt za ta pravičen prehod z jasno časovnico, tako da zdaj čakamo Slovenijo, da nam predstavi jasno časovnico za opuščanje premoga in seznam vseh sprememb, ki bi omilile ta prehod. In potem bomo videli, kaj je potrebno za Velenje ali celotno regijo, in potem vam bomo dodatno zagotovili podporo za regijo, da boste lahko našli alternative za nova delovna mesta in podprli ljudi, tudi če ne boste rudnika zapirali naslednje leto, da lahko ljudi že prekvalificirate in da imate pripravljeno pot za ta prehod. In to so sredstva, ki jih bo zagotavljal ta sklad. In radi bi se učili na negativnih izkušnjah, ko so v Evropi v 70-ih letih, v 90-ih letih zapirali brez načrta in so ljudje zapuščali premogovne regije in posledice so vidne še dan danes. In temu bi se radi izognili in radi bi poskrbeli, da bo opuščanje premoga in tudi druge dimenzije prehoda v podnebno nevtralnost, da bo to program, ki ne bo povzročal upadanja in zapuščanja regije. In naš mehanizem zagotavlja ta kar se da pravičen prehod. Zdaj pa čakamo posamezne regije iz Slovenije in tudi drugih držav članic. In zdaj je stvar v vaših rokah in vi morate poskrbeti, da združite vse deležnike za isto mizo in da dobro pripravite te načrte. Hvala lepa. Vzeli smo nekaj minut projektov za pravičen prehod, ob seveda vedenju, da sta v Sloveniji dve regiji upravičeni do teh 235 milijonov evrov. To seveda pomeni, da je teh sredstev v tem trenutku znatno premalo, zato me Vesel sem, da slišim, da imate že velik nabor projektov. To vam bo pomembno pomagalo pri fazi izvajanja.
235 milijonov za Slovenije je dokončna številka iz tega sklada. To je del uredbe, del dogovora, ki so ga sprejele države članice lani pri razpravi o evropskem proračunu, ampak teh 235 milijonov evrov niso edina sredstva, ki jih lahko porabite za investicije, ki vas zanimajo. Najprej seveda je ta sklad, tako kot vsak sklad za kohezijsko politiko, potrebuje sofinanciranje, potrebujete nacionalno sofinanciranje za vsak projekt, sofinanciranje z nacionalne ravni, to že povečuje sredstva, prav tako imate možnost, da slovenske oblasti prenesejo nekaj kohezijskih sredstev v sklad za pravičen prehod, tudi to je možnost. Osebno sam nisem zadolžen za pogajanja s Slovenijo, tako da ne vem, kako Slovenija vidi to vprašanje. Potem pa imate še druga dva stebra mehanizma, ki zagotavljata sredstva tistim regijam. V primeru Slovenije imate dve regiji, kot ste ju že omenili, in to pa se doda tem 235 milijonom in tu ni prerazporejanja in tu ste zavezani vnaprej določenim pogojem za sredstva iz javnega sektorja, posojilom in to je še dodatna priložnost za financiranje, ki bi jo morali zagrabiti z obema rokama. Ta milijarda sredstev za projekte, ne vem, kateri so vaši projekti, ampak nekateri najverjetneje sovpadajo s kriteriji za drugi in tretji steber in v teh dveh stebrih pa lahko najdete možnost za sofinanciranje izven teh 235 milijonov. Poskrbeti morate, da vsi projekti, ki ste jih identificirali, da jih pripravite kar se da hitro in s tem lahko pospešite izvedbo. Hvala lepa. Želim vam vse najboljše, vso srečo. Hvala lepa, ostanite zdravi in s tem zaključujemo to sekcijo. Zdaj pa odmor. Sledi kratek odmor, potem vas bomo pozvali nazaj v dvorano. Se vidimo.